Glavna pokrovitelja oddaje sta Hyundai in Lumar. Dober dan in lep sončen poletni pozdrav v naši oddaji Za zdravje. Zelo zanimiva bo današnja oddaja, ki jo začenjamo z odličnimi nasveti Sanje Lončar. Tema bo vsekakor povezana s poletjem, sonce, vitamin D in seveda nepogrešljive začimbe. Poletje je čudovit čas, da napolnimo svoje zaloge vitamina D. Vitamin D in sončni žarki, ki nam jih pomagajo proizvajati, so dejansko hrana za telo. In tako kot vsaka hrana, ne mislite, da se jih lahko nažrete v enem dnevu za celo leto. Naša največja težava je, da 360 dni sedimo v zaprtih prostorih, potem pa pričakujemo, da bomo v enem tednu ali dveh napolnili zaloge sončnih žarkov za celo leto. Torej, sonce je treba uživati tako kot hrano in treba ga je tudi znati prebaviti. Ko sem bila otrok, so mi razlagali, čim več korenčka je treba pojesti, pa bomo imeli lepo zagorelo polt. Takrat pa niso vedeli, da bi namesto vsega tega korenčka bilo mogoče boljše pojesti malo bazilike. Bazilika tudi vsebuje ogromno karotenoidov, prav luteina, pa zeaksantina, zaradi tega bojo tudi oči zelo dobile priboljške, pomaga pri raznoraznih težav z vidom, krepi jetra in zelo dobro vpliva tudi na to, da prebavljamo sončne žarke. Nasploh so začimbnice spregledani najmočnejši antioksidanti na planetu. Mogoče zato, ker se tle ne vrti neki veliki biznis, ampak če pogledate, toliko zelene solate je treba pojesti, da dobite toliko antioksidantov, kot jih je v 2 gramih šetraja. Toliko krompirja je treba zaužiti, prebaviti in potem nekje tudi spraviti iz telesa, da dobite toliko antioksidantov, koliko jih je v 1 gramu kurkume. Če imate svoje bučke, pogledajte, koliko jih je treba pojesti, in to surovih, da zaužijete toliko antioksidantov, koliko jih je v eni recimo veliki žlici narezanega peteršilja. Mogoče vas bo najbolj presenetil paradižnik, za njega veliko slišimo, kako je bogat z likopenom. Zdaj cela Slovenija goji paradižnike, kot da smo Makedonija, ampak gledajte, 400 gramov paradižnika morate pridelati ali ga vložiti v kakšno mezgo in s tem boste pridobili toliko antioksidantov, koliko jih je v 1 gramu posušenega origana. Torej, najbolj vredni del vsake pice je nekaj origana, kar je posuto po vrhu. Enako velja recimo tudi za kumare. Obe bi morala pojesti, da pridem do toliko, recimo, koliko je v gramu suhe bazilike ali v gramu origana. Recimo koromači, tudi zelo zdravi, za kožo, za vse, ampak če dodamo še gramček majorončka, bojo 2-krat bolj zdravi. Tudi sadeži, za katere vemo, da vsebujejo zelo veliko antioksidantov, ampak pogledajte, toliko jih je treba pojesti, da dobimo enako antioksidantov, koliko jih je recimo v veliki žlici peteršilja ali v parih vršičkih bazilike. Torej, nasploh velja, če ste dojeli primerjavo, verjetno vas je šokirala, da 1 kilogram posušenih začimb odtehta, kot da ste pridelali, predelali in zaužili več kot 100 kilogramov sadja in zelenjave. Brez kalorij, brez vlaknin, brez maščob, brez škrobov, brez vsega tega, kar bo obremenjevalo naš prebavni sistem. Torej, z začimbnicami lahko podvojimo, potrojimo količino antioksidantov, ki jih telo ima na razpolago, in se bojo sončni žarki potem brez težav predelovali v barvo, ki si jo želimo. Predlagam, da za to leto upoštevate naslednjo strategijo. Prvo, gremo na sonce takrat, ko ure niso nevarne, torej bolj jutranje ali popoldanske, brez zaščite. Zakaj? Zato, da telo zaužije nemoteno vsaj nekaj sončnih žarkov, torej 15 minut do pol ure, nič še ne nanašamo na telo. Potem pa šele nanesemo, ampak mineralno zaščito. Glejte, kemične filtre morate nanašati pol ure prej, zato da se vpijajo, pa delujejo, ker delujejo kemično in s tem tudi obremenjujejo kožo. Mnogi so tudi hormonski motilci. Naravne kreme, ki vsebujejo mineralne filtre, kot je titanium ali cinkov dioksid, pa delujejo tako, kot da ste roleto potegnili na koži. Torej, takrat, ko nam je sonca dovolj, potegnemo roletico, vmes pa tudi zelo varovalna olja, karitejevo maslo, aloja, snovi, ki dodatno pomagajo, da to sonce, ki ga je koža dobila, ne bo stres. Potem pa zaužijemo seveda veliko zdravega, ampak z dodatnimi priboljški, torej vse dresinge, v jogurte, v polivke dodajte čim več začimb, posebej čez poletje,
In za konec zgodbe obstaja še nekaj pospeševalcev, posebej če je koža 50+, takrat rabimo še malo dodatne pomoči, da vlago zadržimo v koži. Torej, hidracija je zelo pomembna. Kokosova voda je edina pijača, ki nam jo je narava dala, ki ima enako elektrolitsko ravnovesje kot naša kri, torej deluje direktno kot infuzija, celice je posrkajo, omogoča, da zadržimo vlago, ki jo poleti sigurno zgubljamo in na suhem in v morju. Druga zadeva, za katero vemo, da pomaga preprečevati sončne pege ali deformacije na koži, je kakovosten zeleni čaj. Kakovosten zeleni čaj, organsko pridelan zeleni čaj, ki ga pripravljamo v vodi na 70 stopinj. Obstajata pa še dva zelo dobra pospeševalca, kolagen, ampak ne tako iz živalskih virov, ampak recimo iz morskih alg, pa hialuronska kislina omogočata tudi, da koža od znotraj sprejema vlago, jo zadržuje in zaradi tega nam sonček ne bo pobral veliki davek v tem, da nam bo staral kožo. Vitamin C tudi močno izboljša tvorbo kolagena v koži. Torej, to, kar vidite na tej mizi, je odlična strategija, kako bomo resnično zdravo živeli, napolnili baterije, da še pozimi lahko hrustamo zaloge vitamina D. Še veliko več o tem, kako se pravilno lotiti sonca, uživanja vitamina D in ohranjanja zalog sonca čez celo leto, preberite v knjižici Resnice in zmote o soncu.